Ok. Živijo. Dober Rok, dan. Dober kaj je dan. to zadaj? Kaj imaš to zadaj? Zemljišča, zadaj kaj ima- kupuješ? Tako, zadaj je zračni posnetek iz časa Kraljevine Jugoslavije, pa Maribor v zadju. Okej. To je en To, zelo kar je bilo zelo naše redek, svoj čas. tako, je še naše, recimo. Ej. Lep pozdrav obema in Nataša, kot vedno, you go girl. Ja, nova epizoda Metinega čaja. Hvala vsem, ki naju spremljate in nas. Če imate kakšne koli predloge, koga naj nujno še povabiva na info@metinalista.si. Tokratni epizodi pa Aljaž se zvezda tega trenutka, Rok Kajzer, ex Večer. Rok, zdravo. Zdravo. Ampak še prej, Aljaž, a veš, kaj me zanima? S koncem marca smo končali z zbiranjem odgovorov na meta anketo, kjer smo poskušali zvedeti malo več o tem, kdo nas posluša, zakaj, kaj jih moti, pa kje bi bili lahko boljši. A je kaj posebej na Metin čaj? Vem, da še analiziraš, ampak vsem. Ja, res je, analiza še poteka, ampak že zdaj lahko z vami delim nekaj primarnih, kaj se reče, preliminarnih ugotovitev. In sicer, da so najine poslušalke in poslušalci bolj ali manj enakomerno razdeljeni po spolih. In po generaciji. Mislim, da je majčkeno več fantov kot punc. Ampak moramo v bistvu do demografije se moramo zares še prebiti. Je pa tudi približno enakomerno razdeljeno med X-erji in milenici. X-lenijalci nas je pa tudi ene par in itak smo mi, najpomembnejša demografska To je tisto, ki se ti med Y šteješ, si pa v bistvu X, ne? Jaz se ne štejem med Y, se štejem glih tle vmes. Ampak kakorkoli, tisto, kar mislim, da je za vse najvažno in tudi za končni fazi za najnega današnjega gosta, ker bo tema vendarle kvaliteta v medijih. Velika večina, več kot 90% poslušalcev, ne samo epizode Metinega čaja, ampak vse epizode podcastov Metin listi posluša od začetka do konca. Res? To se mi zdi, to je pa, si lahko pa čestitava, tako da, evo. Hvala. Ja, hvala vsem. To pa res, fajn podatek, ker ni to tako easy. Tako, ne. In mimogrede, to tudi namig za vse potencialne oglaševalce, tukaj je publika. Evo, toliko za začetek, ker živimo v teh časih, še enkrat, Rok Kajzer, živijo. Zdravo. Hvala vama seveda, da vajo poslušajo res od začetka do konca, ker v današnji družbi zelo hitrega konzumiranja vsega je to res super podatek. To res, lepa hvala za zaupanje. Rok, in hvala tebi, da si vzel čas. Vem, da si preležal zadnje dni, da je ujela ena bolezen, ki ujame vse nas tam februarja, marca. In vsi za kakšen par dni obstanemo. Zdaj pa, navada v Metinem čaju je, da se gost predstavi. Ti pri nama nisi prvič, ampak vseeno, za tiste, ki te ne poznajo, lahko na kratko orišeš tvojo medijsko pot. Moja medijska pot se je začela v bistvu že v času srednje šole, kjer sem v bistvu prvič prestopil prag Večera, še kot srednješolec na poletni praksi. Pol se je ta ljubezen do Večera razvila do tega, da sem bil kar dolgo časa večerovcev z enim vmesnim prestopom na delo, najprej v notranjo politično redakcijo, potem za 8 let kot na dopisništvo v Zagreb. In po povratku sem bil kar lep čas urednik Delovih ozadij, preiskovalnih strani, ki jih danes na žalost več ni. In potem, po razhodu z delom, pa sem se vrnil na Večer in začel v bistvu praktično od prvega dneva kot urednik njegove sobotne priloge do minulega ponedeljka, oziroma ne tega, do ponedeljka pred 10 dnevi. Kaj je bil ponedeljek, je bil 31. 31, ne? V ponedeljek mislim, da je bil 31. dan. Si zaključil to Večerovo zgodbo. Tako. Ali si nekaj hotel, izvoli. Ker te te dni vsi sprašujejo, ne? Dajmo to najprej ad acta. Ja, kaj se je brez zgodilo? problema.
Nič, zgodilo se je to, da sem najprej v bistvu imel en zelo hiter sestanek pri odgovornem uredniku, ki me je obvestil, da je uredništvo Sobotne priloge ukinjeno, kar me je, moram reči, absolutno šokiralo. No in že čez par minut je pa sledil klic iz tajništva uprave, da naj se zglasim pri direktorju. In to je za ta ponedeljek pač pomenilo, da je čas za odpuščanje in v bistvu sledil je sestanek pri direktorju, ki mi je vročil odpoved, me takoj poslal na dopust in bom rekel, najlepši del tega sestanka pri direktorju je bil ta, da ni zmogel reči niti en hvala, čeprav mogoče en lažen, ponarejen hvala, ampak to je pač, mislim, neka človeška nota je, da se človeku, ki je vseeno nekaj let delal zate, da se ti pač zahvali, ne? Ampak to je pač očitno način, ki ga te fantje danes uporabljajo, ne? Da ko si jim oteč, te pač odvržejo. Čist presenetilo se mi zdi, da te vsem celoten komplet ni na Večeru, kolikor spremljam, se postopoma odpušča, pa ne samo na Večeru, ne, tudi v drugih medijih, plus tista selitev v prostore, ki jih je imel v lasti aktualni župan, tako da ste imeli, se mi zdi, kar nekaj težav, ampak ok, zdaj en teden mimo, s kakšnimi občutki? A si že premlel vse, kaj se je zgodilo, ali je še dosti zgodba na vrelišču? Seveda ne moreš se izogniti razmišljanju o tem, kar se je zgodilo. Jaz v bistvu po eni strani sem pričakoval, da se bodo lastniki pa direktor na nek način maščevali. Jaz sem bil Maščevali ker? Sama si omenila, ne, začelo se je nekje z to selitvijo. Jaz sem v tem času opravljal funkcijo šefa Aktiva, Društva novinarjev Slovenije na Večeru. Mi smo poskušali že takrat recimo upravo in lastnike opozoriti, da je ta selitev absolutno absurdna. Preselili bi se lahko kamorkoli, samo v županove prostore, ne, ampak lastniki in uprava enostavno niso razumeli naših opozoril. Naša opozorila so najprej šla zelo interno, ampak in ko to ni zaleglo, smo šli javno, ne. Jaz sem kot frontman seveda moral na te stvari opozarjati in tudi moja vest mi je nalagala, da na te stvari opozarjam. Omenila si, da so sledila odpuščanja, opozarjali smo na odpuščanje. Jaz sem pa vse skozi tudi opozarjal, kaj ta odpuščanja pomenijo. Ne samo to, da odhajajo dobri novinarji, ampak pomeni tudi to, da se njihove naloge prerazporejajo na že tako preobremenjene novinarje. In vsakokrat sem opozoril tudi, da je nepredstavljivo v bistvu, da lahko mi preboj na že tako težkem medijskem področju in že na tako težkih okoliščinah, ki spremljajo še posebej tiskane medije, da mi preboja z utrujenimi, preobremenjenimi novinarji in novinarji, nad katerimi visi meč, nenehni meč odpuščanja, pač ne moremo narediti. In to je bilo pač očitno za upravo in za lastnike absolutno preveč, ne. In v bistvu v tednih pred tem, ko se je ta dogodek zgodil, so se mi že pojavljali neki signali, kolegice in kolegi so mi razlagali, da sem paranoičen, ampak ko se ti neka slika zloži, kaj bo sledilo, jaz na 14 dni vedel, da pač imam na čelu narisano tarčo in da sem pač prva žrtev za odstrel v tokratni rundi odpuščanj. Tudi Nataša je že omenila, ne, pač o odpuščenih in odhodih z Večera, konkretno z Večera zadnje čase veliko poslušamo. Kaj je, mislim, a gre res za tako prozaično stvar, kot je, ne vem, želja po neki vnaprej določeni rasti dobička oziroma dobiček, oziroma je tukaj res samo monetarni interes, ali gre za kaj širšega, globljega, da ne rečem bolj zlobnega? To je v bistvu izjemno vprašanje, ne, na katerega ne vem, če bom znal odgovoriti, ker bi na to morali odgovoriti predvsem lastniki oziroma lastnik. Zdaj, ko jaz poskušam pretresati vse te njihove odločitve, ne, v bistvu z našimi možgani, z našimi glavami, z našim razumevanjem enostavno tega odgovora ne moramo najti, ker so vse
poteze, ki jih vlečejo lastniki, so toliko nerazumljive in toliko nelogične in toliko napačne, da enostavno ne razumeš, kaj je v bistvu v ozadju, ne. Če želiš imeti profit, moraš seveda imeti zelo dobro propulzivno podjetje zadaj in Večer to je, brez nadaljnega. Večer ni slabo podjetje, Večer je podjetje, ki še vedno ustvarja dobiček, Večer je podjetje, ki ima izjemno veliko naročnikov, kar je sploh redkost mislim za Slovenijo, ki je izrazito naročniška država, ampak nasplošno ima vse pogoje za to, da bi tudi te krizne medijske čase lahko prebrodil. Če pa lastnik uporablja neke ukrepe, ki so skregani z zdravo pametjo, potem pa se res sprašuješ, ali je mogoče v ozadju res kaj drugega, ne? Čeprav, ne vem, mogoče res je to neka maksimizacija, da pač čim več potegnejo, dokler se še da iz tega medija, dokler je še zdravo. Ne vem, se pravi, mogoče res nisem najboljši naslov za taka vprašanja, ne? Ker enostavno ne najdeš. Ja. No, veš, kaj sem samo hodila, ker si omenil neracionalni ukrepi, a lahko za tiste, ki mogoče pač te zgodbe vse ne spremljajo toliko natančno, jih, ne vem, 2-3 našteješ, poleg te selitve predvidevam, da jo imaš tudi v mislih, ne? Ja, se pravi, začenja se v bistvu in kar najpomembnejše, kar zadeva zame, je to odpuščanje, ne? Ker z vsakim tem delčkom, ki ga odpustimo, siromašiš ne samo podjetje, ampak siromašiš predvsem vsebine. Siromašiš kakovostne vsebine. Za mene je to absolutno edina številka ena, ne. Prej sem že omenil, ampak seveda. Recimo, če sem jaz lastnica medija, pa praviš ti, da mu gre dobro, a je odpuščanje so razlagali kot ne gre nam dobro, pa to ni čist res, ali so pač z manj ljudmi moramo več delati, ker je to pač tako na svetu danes? Evo, zdaj si ravno kar dala pravilen odgovor. Ta drugi del seveda velja, ne, se pravi, čim manj ljudi, čim več. To je pač očitno, mogoče smo mi prezrli na Večeru tale prihajajoči poslovni model, se pravi, da bo zgolj nekaj ljudi ustvarjalo pač neko vsebino, ne. Recimo, kolikor vidim, je lastnikom so vzor Primorske novice, ki so jih dobesedno opustošili, ampak še vedno delujejo, ne. Vedno delujejo, seveda pa se tudi Primorske novice, ne vem, bom rekel pod narekovaj, hranijo s vsebinami, ki jih pripravljajo ustvarjalci Večera, ne. Kar ni nezanemarljivo. Se pravi, zdaj, če ti spet naslednji medij, spet to vrstno vsebinsko klestiš, potem je res vprašanje, od kod bodo še te vsebine prihajale, ne. Ali je ta poslovni model, ki ga imajo očitno v mislih, ali je sploh vzdržen, ne vem. Jaz se bojim, da bo to pripeljalo do tega, da bo Večer v enem trenutku postal nepomemben digitalni portal, ki bo deloval na področju severovzhodne Slovenije. Ker to, kar zdaj opisuješ, ne, je v resnici, ali pa asociacija, ki se mi pač poraja v glavi, je nekaj, kar smo na radijskem področju gledali pred 20-25 leti. Tudi, ne, s tem istim lastnikom, pa ne samo z njim, ne, predtem je bila še mreža Radio 1 oziroma kaj je že bil Infonet in tako dalje, da imaš, Nataša, ste dvignila roko? Aha, Mehurčke se dvignila? Ne, to je avtomatično, nisem tega jaz naredila. Vprašanje samo, a lahko imenujete lastnika z imenom in priimkom, ker ne vejo vsi? Ja, to so podjetja Martina Odlazka. Mislim, da Večer zdaj, ne vem, menjujejo se tudi občasno lastniki Večera, mislim, da je trenutno 5 ali 6 podjetij lastnikov Večera. V pač tistem času, ko se na radijskem področju to dogajalo, je bil to, mislim, da se je temu rekli Krater Group, ne vem pa, kako se temu zdaj reče, ne. Ampak ta model, ne, ko je medij v resnici školjka za podvajanje vsebin iz drugih medijev, bodisi je to, ne vem, infoprogram, ki je posnet v enem studiu in potem dispečiran na 27 različnih koncev, bodisi so to oddaje, ki se izmenjujejo, a se dejansko to zdaj, hočeš reči, dogaja v teh, ker nimam taki boljše besede, regionalnih medijih, čeprav razumem, da je Večer bil in želi biti in ima ambicijo biti nacionalni medij, da se pač
potem te vsebine kar pač pojavljajo iz enega v drugem in da se, ne vem, so se tvoji članki pojavili v Primorskih novicah. A je to ta model? To je ta model. Ne? Zdaj, Primorske novice bom tukaj izvzel, ne? Ker za Primorskimi novicami smo imeli, oziroma sem imel zelo dobre odnose, ne? Mi smo se dogovarjali sproti, katere vsebine oni potrebujejo, katere vsebine potrebujemo mi. Kar se pa z ostalimi dogaja znotraj ostalih medijev, znotraj skupine, pa ne vem, zato ker to je pač ena vreča, ki je pripravljena in se pač iz nje jemlje, kar kdo rabi. Ne? Zdaj, kje vse se to distribuira, pa res je, ne vem, niti ne želim spremljati. Ena od stvari, če se mogoče še malo premaknemo čisto od Večerove zgodbe. Mediji danes, če rečem Rok ti, da niso v dobri kondiciji, a se ti s tem strinjaš? Ne govorim zdaj samo, kako lastniki razumejo, kaj medij naj bi bil, ampak tudi sicer novinarstvo kot tako, ljudje, ki delamo v njem, vsebine, ki jih produciramo, a bi rekel od 1 do 5, v koliko slabi ali pa dobri formi smo? Jaz kljub temu, da sem večen optimist, bi dal oceno nekje od 2 do 3. Ne? Če zdaj gremo segmentno, ne? Če govorimo o samih vsebinah, ki jih ti mediji proizvajajo, dejansko so to vsebine, za katere si enostavno ne vzamemo več časa, se pravi, novinar si ne more več vzeti par dni za dobro obdelavo teme oziroma izjemoma. Preiskovalne teme sploh se mi zdi, so postale zelo ena redka ptica v slovenskem medijskem prostoru. In seveda zdaj, če pogledamo kondicijo še potem, ne vem, z tem popolnoma uničenem oglaševalskem trgu, ki je prizadel predvsem tiskane medije, imamo spet en segment, o katerem bi se morali pogovarjati. Potem imamo segment popolnoma deformirane distribucije, ne, kjer v bistvu nimamo praktično nezmožnost distribuiranja tiskanih medijev. Recimo hrvaška vlada je, mislim, da ravno ta teden sprejela ukrepe v tej smeri, da bo pomagala distribuciji, predvsem tiskanim medijem pod seveda določenimi pogoji. Potem imamo seveda nedelujoče regulatorne agencije, ki na medijskem področju že leta in leta, če ne že desetletja, ne ukrepajo. Imamo zastarel medijski zakon in nov medijski zakon, ki je šele spet v nekem dodatnem usklajevanju. Zdaj, če vse to skupaj potegnemo v neko pahljačo, potem vidimo, da je težava gromozanska. Ne? Poleg vsega pa seveda moramo še tu družbena omrežja, vse manj časa za uporabo medijskih vsebin, tudi to, da živimo nenazadnje v družbi zastonjkarstva, kjer si pač kar dosti ljudi predstavlja, da so novinarske vsebine zastonj in da morajo biti zastonj. Ne? In zdaj, če vse to skupaj zložimo, potem je perspektiva slovenskega novinarstva ali pa slovenskih medijev mogoče celo bolj pri 2 kot pri 3. Zdaj sem res natresel. Ne, super iztočnice, ker vse to sva rekla, da želiva s tabo predebatirati. Se mi pa zdi, da je novinarstvo v 2 do 3 formi, se mi zdi kar visoka ocena. Jaz bi dala kar orenknjižjo. 1+, 1 do 2. Iz vseh razlogov, tudi ko si jih ti naštel, pa ne pomeni to zdaj, da ljudje niso ali ne znajo delati, ker imamo odlične novinarje in novinarke. Sam, ko pa paketno pogledaš, je pa res na toliko stvareh pušča, da ni čudno. Mislim, da je ta teden prišla Valikonova raziskava ven zaupanja tudi v poklice in so mediji in novinarji na dnu. Skupaj z politiko, pa duhovniki. Ja. No, vsej tam smo že nekaj časa, ne? Vsaj družba je dobra, kot se reče. V peklu. Ampak omenil si Rok prej, da je Večer zelo izrazito naročniški medij, ne? Še bolj kot sicer. In se pravi, ta specifičnost Večera kot založniške hiše, ne samo Dnevnika kot takega, a pa te odhodi, ta odpuščanja, to siromašenje kadra, ker če sem prav razumel, je pač
eno od bistva teh zgodb tudi ta, da, ker nisi bil sam, ne, ki je bil odpuščen, ljudje, ki znate, ki imate neko, da rečem, institucionalni, nek profesionalni spomin, da tudi tiste bolj nišni produkti založniške hiše Večer ne bodo več tako dobri, kot bi lahko bili. Seveda. Ja, Nataša, Ne, izvoli. kjeri so pa nišni? Kjere imaš v mislih? Predvsem mislim, da je tukaj, zdaj Rok me boš prav, Štajerski vestnik, mislim, da je to ena od stvari, na katero ste izjemno ponosni in ki ima tudi največji, kaj se temu reče z lepo slovenščino, reader retention, ne? Ja, drži. S kolegicami pa s kolegi smo se v bistvu kar dosti se o teh stvarih pogovarjamo, posebej o tem siromašenju, ne? In ko si omenil pač tole kar bogato število naročnikov, ne? To so dejansko res starejši bralci, ampak to so starejši bralci, ki vejo, kaj Večer pomeni, ne? Skratka, to so bralci, ki bi lahko to svoje znanje in to svoje vedenje o Večeru in o pomenu ne samo tiskanje medija, saj Večer je digitalni medij tudi, ne? Prenašajo naprej. Kar pa smo poskušali vodstvo vse skozi opozarjati, je, da ne smemo podcenjevati teh bralcev. To so zahtevni bralci, to so zvesti bralci, to so bralci, ki nekaj pričakujejo in pričakujejo predvsem kakovostne vsebine. In če se mi igramo s temi, ti imaš res eno bogato naročniško bazo in če se ti z teh ljudi, zdaj ne bom rekel, da delaš norca, ampak v bistvu, da jih podcenjuješ, da rečeš, da je za njih mogoče vse dobro, pa da bodo že požrli, če so požrli že to, bodo požrli še ono, ne? In če distribucija šepa in skratka, če ti te ljudi, ki so ti res najzvestejši, najboljši, najbolj kritični, jaz sem takih bralcev dejansko najbolj vesel, ker tudi od teh bralcev dobiš odziv, te bralce moraš ti čuvati kot narodni zaklad, ne? Ampak jaz nisem prepričan, da to vidijo tudi lastniki pa uprava, ne? Nisem prepričan, ne? In tu se mi zdi tudi škoda, da se tega narodnega zaklada ne razvaja do nemoglosti, ne? Razvaja se ga pa z dobrim medijem in z dobrimi vsebinami. Ena iztočnica, ki si jo prej dal, je pomoč tiskanim medijem. V različnih državah različno k temu pristopajo. Nekaj o tem je zapisanega tudi v tem predlogu prenove medijskega zakona. Ampak zakaj ti misliš, da je treba ohraniti tiskane medije, ko pa vemo, da smo čedalje več na kompjuterjih, na telefonih, da padajo prodaje tiskanih izdaj in da gre konec koncev za vsebine, ki razen pri res starejših bralcih pridejo do tebe prek teh elektronskih naprav. Zakaj misliš, da je treba ohraniti medij v tej obliki? Zdaj, da ne bo izgledalo, kot da sem nek dinozaver, ko živi v preteklosti, da pravim, da je treba za vsak način. Vsi se zavedamo, da je sploh časopisna industrija, ne samo pri nas, seveda v veliki krizi, ne, pač papir je ta trenutek, bom rekel, izven mode, recimo, ne. Ampak jaz mislim, da glede na to, da recimo, če samo slovenski trg pogledamo, slovenski tiskani mediji še vseeno natisnejo zelo veliko izvodov. In jaz mislim, da je to treba ohranjati in negovati, dokler bo šlo. Verjamem, da verjetno na neki točki se bo moralo zgoditi, da bodo morali časopisne hiše bodisi skrčiti, ne, pač iti mogoče samo na neke bogatejše vikend izdaje ali pa izhajati mogoče, ne vem, samo ob koncu tedna še. Jaz mislim, da to finance ne naredile pred časom. Jaz mislim, da to vseeno je nek neizbežni, slepili bi se, če bi rekli, ne? Ampak jaz še vseeno imam občutek, mogoče je to malo naivno, ne? Da se te neke, bom rekel, nostalgične ali pa neke te stvari se vračajo kot modne spet in jaz imam občutek, da mogoče pa bo nekoč spet modno, da se boš nekje pojavil z tiskanim medijem pod roko, ne? Ali pa da bo to mogoče vseeno nek statusni simbol, ampak ne v negativnem smislu besede, da če boš uporabljal tisk, da pomeni, da vseeno ti je mar, ne vem,
zahtevaš neke take vsebine, ki so vseeno na papirju, ne, čeprav je lahko seveda isto dobiš na digitalu. Ne? Ampak pravim, dokler so bralci tukaj, dokler so ljudje še želijo imeti papir, se je treba zanje in za njih boriti. Ne vem pa, če je to mogoče res zelo, zelo idealistično gledanje na to. Po eni strani si rekel, da bralci, te, ki so zdaj, zvesti bralci, zvesta publika in v končni fazi, se Nataša tudi midva ugotavljava, zahtevajo resne vsebine, da se jih jemlje resno, da se jih pač ne odmahne, da se jim ne da nekega, da rečem, informacijskega fast fooda. Po drugi strani je pa to, kar je Nataša rekla, vse giblje v tej smeri, k neki uniformnosti podajanja vsebin, k uniformnosti oblikovanja vsebin. Danes v končni fazi, kjerokoli spletno stran odpreš, so najprej 3 pop-upi, ali želiš te in te vsebine, ali se boš naročil na naše notifikatione, pa še cookieja moraš potrditi, potem morda lahko vendarle se prebiješ do tistega, kar bi morda res lahko prebral. Kaj je po tvojem opažanju tisto, kar vendarle danes vleče, tisto, kjer je recimo neko prekrivanje interesov med novinarskim delom in interesi marketinškega oddelka in finančnega direktorja? Kje je prekrivanje? Ja, kaj je tisti sweet spot, kjer lahko vsi trije rečemo, danes smo pa dobro naredili. Dobro in zahtevno vprašanje. Jaz mislim, da je mogoče res en problem, zdaj če tako na hitro razmislim, da mogoče te interakcije ni bilo, ali pa je redko, kje je, ne vem, za druge medije zelo težko govorim. Ne vem, dalo bi se, če bi, govorim zdaj za mojo bivšo službo, če bi vodstvo podjetja in tudi marketinški oddelek bolj prisluhnili novinarskemu oziroma uredniškemu delu. Je pa res, da tudi mogoče mi nismo najbolj pametni v današnjem času. Mogoče so stvari, za katere mi mislimo, da so pomembne, da so dobre, da bi naše bralce in uporabnike lahko zanimale. Mogoče mi grešimo, ne? Absolutno dopuščam to možnost, da smo mogoče tudi mi v nekem mehurčku, ampak vseeno, glede na to, da vseeno imaš leta in leta nekih izkušenj, vseeno jaz mislim, da moramo toliko zaupati sebi, da lahko sami presodimo, kaj je tisto, kar je pomembno, da naredimo, ne? Ker če se bomo pa res prepustili, ne vem, neki marketinški logiki ali pa neki logiki vodstva, da je pač treba samo prodajati, ne, je pa nastane problem, ne. Nastane pa problem, tudi kar sem že prej omenil, je pa ta družba zastonjkarstva, ne. Se pravi, dobrih vsebin se ne plačuje, oziroma vsebin se nasplošno ne plačuje, ne. Imamo recimo, ne vem, Slovaško, kjer so bili naši kolegi, kjer imajo, ne vem, primerljivi mediji tudi do 60-70 tisoč digitalnih naročnikov, kar jim absolutno omogoča preživetje. Ne? Ampak očitno je slovaška družba to pogledno popolnoma drugačna. Ne? Pri nas pa je že ta problem. Ne? Imamo problem nacionalnega medija, ki ima svoj portal, imamo Telekomov portal. Skratka, teh stvari ne bi smelo biti. Ne? Tam gor bi morali biti samo oddaje, ki jih producirajo te televizije. In zdaj enostavno, če ne dobiš nekje, greš pač drugam. Ne? In slovenski trg je zatrpan z temi informacijami. Ne? Ni pa zatrpan z dobrimi in kakovostnimi vsebinami, ne? Ki bi jih ljudje morali odkleniti in pač riskirati tisto kavico za ceno kavice za en dober prispevek. Ne vem, če sem ti čisto zdaj odgovoril. Ne, saj je, ne. Mislim, ker to je dejansko del tega, da je po eni strani zelo samokritično, seveda lahko rečeš, novinarji, ne, živimo v mehurčku, mi bi pač vsak od nas bi rad delal eno zgodbo en mesec in potem se kitil z slavo Pulitzerji oziroma lokalnimi ekvivalenti tovrstnih nagrad. In po drugi strani to, kar je nama z Natašo že skoraj 10 let bo tega Nikola Sekulovič rekel, ne, poanta je, da vedno delaš za 4, pa vsake toliko narediš za 5,
ampak da imaš nek konsistenten output in verjetno je ta del je najtežji za nas, kot pač ustvarjalce teh vsebin, ker bi za vsako stvar bi radi, da je idealna, da je super. Ampak hkrati pa tudi marketingeri živijo v tem svojem mehurčku, ne? Da o financarjih sploh ne govorimo. Ne? In nimam odgovora na tvoje vprašanje, tako da pač mi je, na lastno vprašanje, in mi je pač ta input zelo prav pride, ker je, če nič drugega, ne, vsaj nisem edini, ki ne pride do konca te uganki, se mi pa zdi, da je ključna, ne? In da je dejansko vprašanje razumevanja, empatije, postavljanja v čevlje drugega in da se mi zdi, da je na splošno v slovenskih medijih tukaj vsi od novinarskega ceha, novinarskega foha zahtevajo, da morate razumeti, da je treba tudi prodajati. Morate razumeti, da mora biti v končni fazi plus, ne? Ker če ne bo za plače. V redu, ne? Sam vi morate pa tudi razumeti, da je treba narediti pogoje, da bodo ljudje sploh brali, ampak da bodo, ker če bomo vsi brali samo o, ne vem, tem, kaj so zadnje astrološke napovedi, pa kakšno bo vreme, pa kdo prihaja na koncert, pa kdo je s kom v postelji, to lahko povsod prebereš. Kar izvoli. Ja, ne pravim, zelo težko je v bistvu najti odgovor na to. En zelo posrečena stvar je bila, en starejši spletni urednik je na enih od teh svetovnih Vanifri, na tem svetovnem kongresu medijev, dejal, da si današnje medije v bistvu iskanje odgovorov na to je podobno približno metanju špagetov ob steno, ne? In zdaj odvisno, mediji ta trenutek vsak zase pripravlja eno omako, ne? In te špagete z omako meče ob steno, ne? In v veliki večini primerov padajo dol, ne? Skratka, ne najdeš nekega odgovora na vse te izzive sodobnih medijev, ne? Zna se pa zgoditi, da narediš tako omako, da pa špageti ostanejo na steni, ne? Je rekel, to se zgodi zelo redko, ampak če ne mečeš špagetov z stotimi omakami, pač ne boš v medijih oziroma danes nikamor prišel. In mi smo pač v nenehnem metanju teh špagetov z omakami ob steno, ne? In čakamo, da se bo nekaj, predvsem na področju digitalnih naročnin, da se bo nekaj spremenilo, ne? Pa se zaenkrat žal ne. Ne, samo res zelo pomembno vprašanje. Skratka, kakšen bi mogel izgledati poslovni model medija, da bi bil hkrati vzdržen in zagotavljal kakovostne vsebine, ne? Prej si omenil primer Slovaške in število naročnikov. Zdaj, jaz tega primera sicer ne poznam, bi pa rekla, da je eden od korakov, ki smo jih večina v medijih, vsaj etabliranih medijih, pozabili ali pa prepozno začeli delati, na gradnji naročniške baze na spletu. To je ena, ker na tem je treba non-stop delati, non-stop ponujati in na izbiro dajati različne opcije, ne? Me pa ob tem recimo zanima še druga zadeva. Ok, ne vemo, kakšen poslovni model, nismo ga prav čas začeli tudi zaračunavati, ampak smo 10 let omogočali na spletu tam nekje vse zastonj. Pol smo pa ljudem rekli, dajte 5 evrov na mesec, se jim je pa zdelo, da jim hočemo roko utrgati. Ampak kje pa ti vidiš največje grožnje novinarski neodvisnosti danes, ne? Zdaj, a je to kapital, o katerem govorimo, a je to politika, ali je to komercializacija vsebin, torej pritisk, da moraš nabrati določeno število klikov, ali po tvojem kaj drugega, ali vse troje pa še kaj dodatno? Ja, zdaj bi lahko spet po moje eno tako pahljavčo naredila. Zdaj politika, če gremo po vrsti, ne, politika je seveda dovolj škode medijem že naredila, ne, predvsem desna, ki je pač demonizirala medije kot, ne vem, podaljške, ne vem, česa še vse. Del tega se je seveda prijelo, zato tudi mogoče, če se vrnemo čisto na začetek, na Aljaž, ko si povedal, ne, da smo pristali na dnu z politiki in duhovniki, ne. Tu je gromozanska krivda politike, ne, se pravi, da se je šlo v to demonizacijo in
grobe žalitve, diskreditacijo medijev, ne, to je pustilo seveda svoje sistematične gonje. Tako, potem seveda tudi vpletanje politike takrat v teh, bom rekel, turbokapitalističnih prevzemih medijev pred desetletjem in več, kjer so tudi pustili predvsem v tiskanih medijih kar velike posledice, ne. Kar zadeva politike, je pa seveda še ta tretja stvar, da se dejansko jim je za medijsko krajino bilo vsa ta desetletja popolnoma vseeno, ne. Zdaj ta vlada je sicer pripravila ta medijski zakon, jaz to recimo pozdravljam, ne, ampak s njim že na začetku na eni tribuni v Cukrarni povedal, da jim enostavno ne verjamem, ker politiki ni v interesu, da to področje dejansko je urejeno, ne. Tako da to je kar mogoče ta paket, kar zadeva politiko. Druga stvar, kar pa zadeva kapital, je pa to, da slovenski mediji, govorimo o teh, ki so v zasebni lasti, dejansko zelo redko imajo strateškega lastnika, se pravi založnika, pravega medijskega založnika, ne, ker če bi ga imeli, bi danes po moje šlo tem medijem, predvsem tiskanim, bistveno bolje, oziroma bi se razvijali drugače, zato ker pač ti lastniki bi vedeli, kaj imajo v svojem portfelju in kako s tem portfeljem upravljati, ne. No, da razloži, kaj je to zate strateški lastnik medija. Jaz mislim, da so to lastniki, ki v bistvu delujejo v medijski branži, ne, se pravi, ki imajo pač izkušnje in enostavno vejo. Mislim, zdaj težko zdaj se tu delam pametnega, ampak enostavno razumejo, da nimajo samo preprostega podjetja, ne. Tile fantje zdaj se ukvarjajo pač, da pač, glejte, vi ne razumete, to je privatno podjetje, če vam kaj ni prav, lahko zginete, ono tretje, mislim, sploh niti malo nimajo tega genetskega zapisa o tem, da so lastniki medija, da medij pomeni nekaj več, da medij pomeni imeti odgovornost do javnosti, da medij pomeni imeti odgovornost do demokracije. Naj se sliši zdaj še to tak, ne vem, visoko leteče, ampak to je dejansko to, ne. Ko imaš vsa ta zavedanja, potem svoje podjetje upravljaš bistveno drugače. Recimo, ne vem, če bi jaz bil lastnik Večera, ne, pri taki sjajni ekipi, kot je tam, jaz bi si polizal vse prste, ne. Če bi pa na koncu meseca, če bi ti 10 enot dal, pa bi na koncu meseca imel samo še 5 enot, ja, sigurno. Vsako lastništvo je seveda izjemno težavno, ne, sploh v tej industriji, ne. Ampak pravim, če imaš tako, po drugi strani, če pa imaš tako ekipo, kot na Večeru je, bi si jaz polizal vse prste kot lastnik, ne, in bi v to ekipo vlagal, v to ekipo absolutno razbremenil vsega tega presinga, nad katerim trenutno so. Ampak jaz mislim, da tega ne vidijo, enostavno ne vidijo tega. Ne vem, kam sem se zdaj odpeljal. Verjetno gre za vprašanje pač tudi interesov lastniških, ne? Ker tako, kot si rekel, če je lastnik iz branže, ne, potem on razume, kako branža deluje, ne? Če pa lastnik, ne vem, kot je v primeru Dela, ne? Če je lastnik v resnici se ukvarja z gradbincem, pač je gradbinc oziroma ima tudi na tem področju interesa, potem razume delovanje firme na drugačen način, ker ima drugačne izkušnje, ne. In tretje, če je v bistvu tvoj lastnik neka mreža nekih podjetij, je verjetno primarni interes, v kakšni kondiciji je ta mreža in morda je treba nekje stisniti malo več denarja, zato da kje drugje kakšno luknjo pokriješ, ne. In so spet potem prioritete druge, ne. Ampak glede sprege politike in medijev, torej to je sploh en tak zelo dolg in dolgotrajen očitek v Sloveniji, ne. In vezano na digitalne naročnine. Me v bistvu kakšne tvoje premisleki to pogledno zanimajo, ker spet nimam nekih pametnih odgovorov, imam pa veliko vprašanj. Ko se je Donald Trump pojavil prvič na sceni in je razglasil medije za državne sovražnike številka 1, nekaj, kar smo bili do leta 2016 v Sloveniji tega že zelo dobro navajeni, so
časniki tipa New York Times, Washington Post in tako dalje so se postavili na zadnje noge in so v resnici v zelo kratkem času razvili zelo dobro naročniško digitalno bazo. To, kar je Nataša prej razlagala in kar si ti razlagal o slovaškem modelu. Potem se je pa zgodil Trump številka 2 in so se vsi te kobajagi braniki demokracije v hipu postavili vrsto in so rekli, yes, Mr. President, of course, Mr. President. Imamo v Sloveniji primer, ko so se mediji postavili katerikoli v končni fazi politiki po robu in iz tega izšli boljši, ali gre pač za serijo ponižan, strižen, krčen peruti, zdaj sem malo zamešal v te primere, iz katerih so se pač potem mediji navadili, da je najbolje dati glavo med ramena in čakati na boljše čase, ki v resnici nikoli ne pridejo. Ja, kaj jaz vem, mislim, zdaj, da bi lahko z gotovostjo trdil, kako so se mediji odzivali na, tiho niso bili, ne, to bi bilo zelo krivično reči, ne, pa seveda tu vedno priješ do te dileme, ne vem, meni se včasih zazdelo, ne, če imaš politika, ki nenehno zliva gnojnico po tebi, pa to ga enostavno odrežiš. Zdaj, kaj si s tem naredil? Mogoče si ga, ne vem, prizadel do neke mere, ampak hkrati lahko prizadaneš tudi bralca s tem, ko mu v bistvu onemogočiš dostopa do vsebin, ki bi ga pa mogoče, ali pa stališč, ki bi ga mogoče zanimalo, ne. To so take vedno ti dvorezni meči. Je pa dejstvo, da pač mogoče slovenska novinarska skupnost kot taka ni nikoli znala stopiti dovolj odločno skupaj pa povedati tem ljudem, da je enostavno dovolj, ne, da si pač tega ne dovoli in se mogoče vsak medij pač parcialno boril s tem. To, da bi bili tiho, pa da bi se sklonili, se po moje ni zgodilo, ne, ampak enostavno so to verjetno bili glasovi, ki so se nekje tudi potem tekom časa izgubili, ne, in se pozabili, da se pač temu opiralo, ne, ker pač v bistvu vedno imaš v prvi vrsti v fokusu svojega uporabnika oziroma bralca, bralko, poslušalko, ne. Ne vem, če sem ti zdaj dovolj v redu odgovoril. Ja, ne, sej to definitivno del, ker pač pod vprašanje tukaj pa je, kako recimo ti gledaš na pojav, dajmo temu reči, vzporednih medijskih ekosistemov, ne? Konkretno tukaj zdaj v mislih Nova 24 in stvari v njihovi orbiti, ki pač nimajo zdaj več vsaj neposredno madžarskega denarja, ampak so pač neki drugi denarji zadaj. Potem se zdaj v orbiti tistega, kar je ostalo od domovine, se pač neki drugi teli delajo. V šoli smo se učili, da to niso mediji, da so pač to neka strankarska trobila z neko čist jasno agendo, ne? Ampak se mi zdi pa zdaj pa samokritično, da je pač vedno težje za etablirane slovenske, kritično. Etablirane slovenske medije vedno težje odgovoriti, ja, mi pa nismo v nikogaršnji orbiti, zato ker so vedno bolj v lasti ljudi, lastnikov, posameznikov, ki imajo tudi čist konkretne politične interese. A je to catch-22? Jaz sem po eni strani vesel, da ti strankarski projekti v bistvu niso izpolnili po moje nobenega od ciljev, ki so jim bili namenjeni. Dejansko, ne vem, mislim, jaz bi bil zelo presenečen, če bi se pojavljali statistični podatki, ki bi dokazovali, da imajo ti mediji res nek, rekel, vsaj delen vpliv na slovensko javno mnenje. Verjamem, da na določeno populacijo imajo vpliv, ne. Mogoče je bilo tudi z naše strani malo premalo izobraževanja, kaj je v bistvu kakovosten, neodvisen in nenazadnje kredibilen medij, ne. V bistvu, ampak po drugi strani je pa bilo pozitivno to, da recimo med pandemijo, ne, v času pandemije
so se uporaba tradicionalnih, bomo rekli starih, pod narekovajih medijev, izjemno povečala, kar pomeni, da se ljudje v nekih kritičnih trenutkih, se pravi, ko dejansko so v neki stiski, ko iščejo prave odgovore, so se pa obrnili nazaj. Če so prej mogoče bili zadovoljni z nekimi pofl vsebinami in z temi stvarmi, so se pa takrat, ko je bilo pa treba, so se pa vrnili k medijem. Ne? In takrat me je to navdalo z izjemnim upanjem, da bodo ljudje vendarle da vejo, kam je treba iti, ko je težava, ko rabiš kredibilne vsebine. Ne? Se pa je zdaj seveda to po pandemiji spet mogoče malo spremenilo nazaj, ne? Pač relativno dobro nam gre, dobro zdaj malo v svetu malo panike, ampak načeloma se ljudje vračajo k preverjenim, dobrim in kredibilnim informacijam, kar je super. Ne? Prej si omenil, da te na nek način žalosti, no, ne vem, mogoče je malo premočna beseda, ampak da niso mediji uspeli nikoli tako zelo skupaj stopiti in pokazati zobe, ko je šlo za politiko. Zdaj pa, koliko pa misliš, da je interesa, v redu non-stop govorimo, lastniki ne vejo, kaj delajo z medijem, to je narobe, uno je narobe, tretje je narobe, da bi recimo šli zaposleni s svojim denarjem v odkup enega medija in poskusiti ga pelati naprej po smernicah, po katerih misliš, da bi bilo treba pelati. A je recimo, ne vem, na Večeru sploh interes za kaj takšnega? Vem, da je bil interes v času, ko mene sicer na Večeru ni bilo, so se pogovarjali o odkupu časopisa, ne? Ampak takrat je ta zgodba šla, mislim, nima smisla, da je niti obujamo ali karkoli, skratka ta zgodba ni šla, ampak jaz recimo ne vem, kar zadeva Večer, jaz mislim, da ta trenutek tudi ni šanse, da bi lastnik prodal. Ne? Ok, ampak če bi, ne vem, saj ne Večer, pač v redu, mi se ne strinjamo, ne vem, s tem, dajmo 20 nas gre skup, vsak da toliko pa toliko denarja, naredimo svoj medij, damo si, ne vem, 2-5 let, kakorkoli, pa probamo sfurati. Jaz mislim, da je to opcija. Zdaj, problem je, tudi pri meni bi bil, po domače povedano, da včasih nimamo dovolj poguma za ta korak. Ne? Za sebe lahko popolnoma isto rečem. Ne? Bi razmislil o tem, če bi se nas dovolj odločilo, bi bil absolutno za to in bi stopil na ta vlak. Ne? Ampak včasih je edino to, da te dejansko mora nekdo suniti nekam, da mogoče začneš razmišljati tudi o tem. Ne? In jaz mislim, da denarja načeloma je dovolj, pravijo, da v Evropski uniji denar leži tudi na cesti, lepo brati ga je treba. Ne? Ni tako enostavno, seveda, ne? Zdaj sem to mogoče malo v šali. Ampak smo neka sredstva na voljo. Ampak če bi uporabil tvojo formulo, recimo, da se 20 dobrih novinarjev Večera zbere in reče, da bo naredilo svoje podjetje in začelo za svojim verjetno digitalnim medijem, ker enostavno so stroški za ostalo, za eno tako, bom rekel, zagonsko medijsko podjetje enostavno preveliki, da o distribuciji sploh ne govorimo. Ne? Jaz mislim, da bi ta zgodba šla. Jaz mislim, da tako kot si rekla, 5 let po nekem optimističnem scenariju bi po moje ta zgodba zacvetela. Prepričan sem. Zato, ker če imaš sploh če imaš ekipo, ne? Jaz sem delal z par izjemnimi ekipami, recimo na Delovih ozadij, pa zdaj na Večeru. Če imaš tako ekipo, se ne rabiš bati. Dejansko se ne rabiš bati, ker veš, da imaš v ekipi izjemno sposobne in dobre in iznajdljive in kreativne novinarje. Ne? Tako da jaz mislim, da ja. Moj odgovor bi bil ja. Ja, mislim, meni se še najmanjši problem, oziroma sploh ne zdi problem, ali imamo ljudi, ki bi znali v Sloveniji dobro delati, ker se mi zdi, da to absolutno imamo, da pa vse ostalo ni na tem nivoju. Tudi v kontekstu tega, kar si sam rekel, imeti ali pa biti lastnik medija ni enako kot, ne vem, biti lastnik ene firme, ki dela čevlje ali pa pajkice. Ja, ampak sploh, če imaš, se pravim, imaš takšne in drugačne ekipe, ne, ampak čar, se pravim, vedno je bilo lepo pogledati Večerove ekipe kjerkoli, ker so dejansko bile
toliko povezane, toliko enotne in to, da s tako ekipo v bistvu pa res greš še lažje naprej. Če smo že pri lastništvu, zdaj je to ta zadruženo lastništvo medijev, o tem se tudi že 10 let govori, pa pač neki poskusi so. Mislim, da je edini, ki mi zdaj na pamet padejo, ki jim je približen ratal, so bili žurnalovci, ki so jih hoteli zapreti, pa so se dali skupaj in jih je potem štirja nazaj kupila, potem ko so ugotovili, da se to zgodba da pelati. Ja. Mislim, da Gorenjski glas je še. Ja, nisem spremljal njihove zgodbe zadnje leta, ampak oni so šli v tale notranji odkup in vse na začetku vem, da je zadeva štimala. Nisem jih pa spremljal zadnja leta, tako da ne vem, ali se je pri njih lastniško ali karkoli spremenilo, ampak zadeva je tekla. Če se za hipec vendarle potem vrnem na tisto vprašanje o lastnikih in tako dalje. Po eni strani ugotavljamo, da neki korporativni lastniki so v Sloveniji ne vejo čisto točno, kaj je z medijem. Hkrati imamo lastnike, ki so... Ali pa vejo, pa mi ne vemo, veš, tudi to je vprašanje. Ok, evo, to je opcija. No, pa gremo, let's go down this road. Kako lahko, oziroma kakšen je lahko pač ta interes, a obstaja slovenski medij, ki ima toliko dometa, toliko vpliva, tudi dolgoročno, ne samo recimo za potrebe enega volilnega cikla, da lahko lastnik pride do potencialnega premierja ali pa do aktualnega premierja, katerega koli že, in reče, jaz ti lahko te volitve dobim, jaz sem slovenski Rupert Murdoch, oziroma še huje, jaz ti lahko te volitve zgubim, če ne boš naredil tega in tega. Ali obstaja človek ali pa skupina ljudi v Sloveniji, medijskih lastnikov, ne zdaj neka kabala stricev iz ozadja, ki ima ta vpliv? Ne vem, jaz mislim, da del teh medijskih lastnikov, novejših, je zagotovo medije kupil predvsem zaradi vpliva. Jaz mislim, da tu ne sme biti nobenega dvoma, ampak jaz mislim, da ta vpliv ni mišljen toliko, tako kot si rekel, v to brutalo, da se bo vsedel predsednik vlade, pa bomo rekel, če sine, zdaj pa bova takole, ne. Jaz mislim, da gre predvsem za njihove gospodarske interese, se pravi za njihov biznis, ne. Se pravi, da pač je to kot neka karta v rokavu, ki ni nepomembna, ne. Me pa, če smo zdaj že na tem polju, me pa čudi to, da ti v bistvu dobiš v roke relativno dober medij, ne? Se pravi, ki ima vpliv na javno mnenje, ki pač pa ga ti slabiš, pa ga ti uničuješ, pa ti z njim delaš neke stvari. To so pa zdaj spet na tistem polju nazaj, ko se sprašujemo, pa dobro, česa mi to ne razumemo, ne? Ker tudi če si normalen podjetnik, boš zasledoval to, da bo tvoje podjetje prosperiralo in ti prinašalo denar. Vse to je name of the game, ne? Zakaj bi ti, torej podjetje, v katerega si ti nekaj vložil, in to ne malo, ga potem začel uničevati in si s tem tudi zmanjševal, seveda, ker s tem se tudi zmanjšuje vpliv tega medija, zakaj bi si ta vpliv zmanjševal, ne razumem, se pravim, ali nečesa, neke zelo velike igre zadaj ne poznamo, ali pa dejansko ne vejo, kaj delajo. Pa lahko rečemo, če smo z duhovniki tam nekje spodaj, oče oprostim, ne vem. Ali pa imamo mogoče tudi malo napačne predstave o tem, koliko vplivni tradicionalni mediji danes še so, ne? Ker delo z, 80 000 naklade pred 30 leti ali pa delo ali pa katerkoli drug tiskan medij z to naklado, ki ima danes, ki je praviloma pri vseh deljeno 5, 6, 7, ne, da se je ta pozornost, ker smo tudi mi ljudje večinoma več na drugih kanalih, na družbenih omrežjih, da vpliv ni več takšen. Ja. Samo pravim, številke bi skoraj to že malo potrjevale, no. Ja. Ampak ne razumem, seveda, zakaj slabiti nekaj kupaš, zakaj slabiti pa delati slabše,
če je lahko to močno orodje v tvojih rokah. Ali pa mogoče se razmišlja, lej, v bistvu delam z medijem točno to, zaradi česar sem ga kupil. Ni, ne vem, jaz ga usmerjam v smer, v katero mislim, da je za moj biznis dobra. Ne za družba, javnost, karkoli. Tako daleč ne gre. Ja, se strinjam, ne, samo se pravim, potem spet trčimo ob tisto, kar smo že, mislim, da 2-krat omenili, je pač to, da medij ni navadna gospodarska družba, ne. Mislim, kupi nekaj drugega, če smatraš, ne, ampak pravim, tu spet pridemo od tega, verjetno je bilo vprašanje vpliva je po moje pač tista številka ena, ne, ali pa pač, da ti pač ta nakup v neki dani situaciji mogoče nekaj prinese, kar mi ne vemo, kaj ti prinese, ampak ne. Vse pravimo, ob vsem spoštovanju lastništva, ob vsem spoštovanju upravljanja z lastništvom, ne, pač prideš do tega vprašanja, zakaj je treba uničevati, če to ni potrebno, ne. Rok, a bi poklic novinarja, a je to še poklic, ki bi ga mladim danes priporočil? Isto sem hotel vprašati. A ja. Bi razmislil. Če bi moj otrok prišel z to idejo, bi ga absolutno podprl, ne, ker se mi še vseeno zdi, da je to en tak super poklic, ne. Mogoče ne v ta trenutek v Sloveniji, ampak ne, v bistvu bi ga priporočal, res. Bi ga priporočal, zato ker novinarji bodo potrebni. Jaz sicer upam, da bodo ti mladi, ki se danes odločajo za ta poklic, da bodo imeli kje za delati, oziroma predvsem to, da bodo dobili v okolje, kjer bodo lahko delali to, kar novinar mora delati, v skladu z etičnimi standardi, z poslanstvom, ki No, a to vidiš v naslednjih 10 letih? Če vidim? Če vidiš to, kar opisuješ v naslednjih 10 letih. Glej, ti si večji negativist kot jaz, ti si dala medijem totalno oceno 1, jaz sem dal 2 do 3, tako da jaz upam, da bodo ti mladi... 1+, ne lagati. Oprosti. Ne, jaz mislim, da slovenska družba bo potrebovala seveda dobre, izkušene, kredibilne novinarje, ne. Zdaj, če bomo še tu vrgli puško v koruzo, potem pa res, ne, moramo vseeno živeti pač v tem prepričanju, da novinarstvo še vseeno je 7. sila, še vseeno je 4. veja oblasti in vseeno upam, da bo to funkcijo znala v prihodnjih letih. Pa vse vidimo, v kak nor svet drvimo, ne. Še premalo novinarjev v Sloveniji, ne. Še več bi jih rabili, ne. Kar nas spet pripelje v bistvu do zanimivega vprašanja. Prvič, kje naj si ti mladi ljudje, ki vendarle vstopajo v novinarski poklic, ker se pojavljajo nova in nova imena, kje naj se oni tega posla naučijo, če, ne mi zameriti, ne, starejši in izkušenejši kolegi dobivate cipelico, ker vas je bilo ene par na večeru, ki ste šli, ki so vam v tem paketu pokazali vrata. In drugo, kar se mi zdi pa mogoče za, ne vem, če je specifično za slovenske razmere, ampak v Sloveniji precej akutno, samo omejeno število medijev je, na katerega greš lahko delati, če iz tega ali onega razloga svojo osnovno medijsko hišo zapustiš. Kar pomeni, da si ne smeš v Sloveniji ustvariti preveč sovražnikov. Kako rešiti to zagonetko? Ne rešiš je. Kar zadeva, bom začel na začetku, ne, kar zadeva mlade, ne, dejansko je, tisti, ki bodo prišli na medijski trg, bodo imeli res izjemen problem, ne, zato ker je pač število medijev, v katerih se da res dobro delati in ustvarjati, pač malo, ne. To je prvo. Drugo je, vrženi so seveda v medijsko realnost nemudoma, ne, skratka grejo v, ne bom rekel mesoreznico, ampak skratka vrženi so v poklic, ne. Ne začnejo na tržnici, kot se je včasih začelo, nimajo mentorjev, ne. Ne vem, zdaj, če se spet vrnem na Večer, ne, Večer je imel izjemen sistem mentorstva, ne.
in mladi so šli dejansko skozi eno izjemno dobro novinarsko šolo. Ne. Tudi zato so bili zelo iskani potem, že kot mladi perspektivni novinarji so bili iskani v drugih medijih, ki so komaj čakali, da se lahko polastijo koga. Kar samo govori o tem, kako pomembno je, da imaš ti starejše izkušene novinarje, ki v bistvu ti prenesejo znanja, veščine, etiko po drugi strani, ne, in skratka te v bistvu pripravijo na ta relativno surov poklic. Ne. To je izjemno pomembno. Tega danes nikjer več ni. Ne. Mislim, redko, ki je sistem mentorstva ali pa nekaj še. Jaz gledam, pač ti mladi so vrženi v to medijsko realnost, ne, in kot sem že prej rekel, glede na omejenost števila kvalitetnih medijev, ne, ki dejansko lahko te mlade vzgajajo, bom rekel, v pravi smeri, je dejansko, kje se potem ves ta kader še porazgubi po vseh teh portalih štancarskih in vsem tem, se mi pa po eni strani ti mladi tudi smilja, ne, kjer so pač enostavno zreducirani na nekoga, ki pač meče neko smetje po spletu, ne. Ne vem, če sem zdaj Aljaž odgovoril na vprašanje. Sam še to, se pravi, kar se tiče pa zamer in nezamer, pa kaj, upaš na najboljše in na razumevanje? Glede zamer, ja. Ko enkrat pač prideš tako daleč, ko pač govoriš iz srca, ko govoriš, bom rekel, res jaz nimam nobene zamere. Se mi zdi, da je prav, da govorimo zelo neposredno, zelo odkritosrčno, ker pač v medijih se pač stvari dogajajo, ki se ne bi smele dogajati, in če o teh stvareh ne bomo govorili, smo si sami kopljemo jamo, če smo že prej govorili o mladih novinarjev, tudi mladim novinarjem. Ne. Rok, plani za naprej, No, ja, čas tako. postavljamo piko Ja. pogovoru. Odločil sem se, da 14 dni po prejemu te znamenite odpovedi delovnega razmerja ne bom razmišljal o načrtih naprej. Nekaj stvari je, bom rekel, prišlo na mizo iz zelo različnih smeri, ne samo medijskih, ampak kot rečeno, odločil sem se, da bom zdaj v prvi vrsti si spočil, zbistril glavo in pozitivno razmišljal naprej. Je pa seveda vedno tudi tale 50-50, ne, ali ostati v medijih ali pa iti mogoče v čist kako drugo zgodbo. Ne. To mi povej, no, ker mislim, da tega pa Nataša še nikoli nisva vprašala, ali pa če zelo redko. To se pa že bojim. Ne, ker se navezuje na prejšnje vprašanje, a bi šel učiti? Vprašanje. Fakulteta, šola, ne vem, tako, a veš? Ja, zdaj v četrtek grem učiti. Dr. Marko Milosavljević me je povabil, da njegovim študentom povem, kako poteka urednikovanje, pa to, ampak jaz mislim, da za takšne, bom rekel, krajše, bolj prenašanje nekih izkušenj ali pa tega za to, ja, drugače za učenje, pa verjetno nisem pravi kaliber. Rok, vsekakor res vse dobro na tvoji nadaljni poti. Si res eden tistih stebrov v slovenskem novinarstvu, ki ve, zakaj se medije dela in kako se jih dela. Tako da res iskreno vse dobro, karkoli se odločiš naprej. Smo pa zdaj recimo, Aljaž, razen če ne bi ti želel še kaj, a gremo kar na zanimivost? Ne, mislim, da pač kot vedno, neka stabilnost mora biti v medijskem prostoru, ne, in mislim, da je zanimivost v umetnem čaju tudi počasi postaja inštitucija in inštitucije je treba spoštovati. Ne. Absolutno. Zadnje vprašanje je vedno enako vsem, in sicer, da z nami deliš eno zanimivost, nekaj, za kar ocenjuješ, da, ne vem, veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. To lahko ima vezo s tabo osebno, s tvojo profesionalno potjo, lahko je pa neki čist X. Zanimivost. Povedala sem ti. Ja. Da bo. Nisi mi Silen povedala. pa ne, reš. Silen Ja. pa ne, tako da če... Evo, glej, mogoče mi je zdaj sinila na pamet, zato ker gledamo zadaj za mano tale medvojni zemljevid Maribora. Okay.
Moja druga ljubezen je zgodovina, ne? Predvsem zgodovina druge svetovne vojne, mogoče tega marsikdo ne ve. Zdaj to nič epohalnega zdaj ne bom povedal, samo mogoče, da razkrijem vama še mogoče to mojo ljubezen, tako da prednost recimo v moji knjižnici imajo vojno-zgodovinske knjige, ne. Mogoče vas je to zdaj presenetilo, mogoče ne, skratka pač zgodovina, kulturna oziroma naša dediščina je tudi ena od mojih ljubezni. Evo, zdaj sem vam razkril skrivnost, ni pa nič anekdotično. Potem pa še povej, kaj je zadnja stvar iz te branže, ki si jo prebral. Zadnja stvar, ki sem jo prebral, sem bral knjigo o ruskem vojaškem, mislim v ruskem obveščevalcu Zorgeju, ki je deloval na Japonskem. Izjemen človek, izjemen vohun, ki je Rusiji pravočasno tudi povedal, kdaj bo napadena, pa ga niso jemali najbolj resno. Izjemen vohun in mislim, res to je res, ko rečeš, da je neka zgodba vohunska, njegova je nadvohunska, ne, in velja dejansko za top vohuna. Kakšna serija, dokumentarc o tem? Ne, da bi vedel. Ne, da bi vedel. Knjiga je pa išla še v Jugoslaviji, mislim, da tam zdaj, da se vam ne bom zlagal, v 70-ih ali pa v 80-ih je ta knjiga izdala. Napisal je pa celo jugoslovanski avtor, ker eden od vohunov v njegovi tokijski skupini je bil tudi Jugoslovan. Tako, izjemna zgodba, ne. Evo. Super zanimivost, Rok. Hvala. Ja, evo. Hvala, da si vzel čas in da si bil gost Metinega čaja. Se bom ponovila, naj bo veter v tvojih jadrih, kamorkoli te bo ladja zapeljala naprej. Hvala vama in res hvala za povabilo. Z veseljem in srečno. Srečno.